Pozdravljeni. Mnogi navdušenci Formule 1 mislijo, da bi težave z aktualnimi pogonskimi sklopi rešili enostavno tako, da bi znižali delež, ki ga ima električno-hibridni del. Zakaj? Takšna poteza bi lahko pomenila še slabšo situacijo in kje je srž problema, kot običajno v naslednjih minutah. Med navdušenci Formule 1 so lahko pristaši Mercedesa, McLarena, Ferrarija, Red Bulla ali bilo katere druge ekipe. A verjetno v tem trenutku se vsi skupaj strinjamo, da so sedanji pogonski sklopi rojeni pod rahlo nesrečno zvezdo. Verjetno vsi mi nismo pričakovali toliko težav z polnjenjem baterije. No ja, da smo čisto iskreni, sam sem nekaj takega napovedal že pred leti, ampak generalno gledano so bili vsi, ki se s Formulo 1 ukvarjajo, nekako presenečeni, ko so videli, da na ravninah lahko pade končna hitrost tudi za 50 km/h, ker vozniki morajo uskladiščiti energijo v baterije. In o tem smo že govorili na kanalu v prispevku Kako rešiti Formulo 1. Težava je v tem, da mnogi navdušenci bi zadevo rešili izjemno enostavno. Tisti delež električno-hibridnega dela v pogonskem sklopu bi iz 45% zmanjšali tam okrog na 20%. Ampak malo kdo se zaveda, kaj bi potem nastalo. In zanimivo pri vsem tem je, da pri FII razmišljajo podobno, kar bi se znalo v bližnji prihodnosti izkazati za še eno veliko napako. Kot sem vam že omenil, težava v sodobnih pogonskih sklopih ni toliko v električno-hibridnem delu, kot v tistem termičnem, kajti z prehodom iz pretežno fosilnih goriv na ona ogljično nevtralna se je izgubilo ogromno moči. Če smo v sezoni 2025 imeli v pogonskem sklopu, kar se tiče termičnega dela, približno 850 konjskih moči, jih imamo danes približno 530. In seveda v tem delu pogonskega sklopa ni prišlo do nekih ogromnih sprememb. Res, nimamo več MGUH, ampak kar se tiče motorja z notranjim izgorevanjem, to nima absolutno nobenega vpliva. Imamo isto kubaturo, imamo isto arhitekturo, premer in hod bata so ostali nespremenjeni. Torej, lahko bi dejali, da gre vse na račun goriva, več ali manj. Po drugi strani so zvišali približno krat 3 moč električno-hibridnega dela. Iz 120 kW smo prišli na 350. Ampak mnogi upravičeno trdijo, da je bil ta skok prevelik. A težava je nekje drugje. Vprašati se moramo, zakaj je bilo res to tako potrebno. In odgovor je presenetljiv. Res, bilo je potrebno. Vprašanje je seveda samo po sebi umevno. Zakaj? Je kdo izmed vas kdaj spremljal, na primer, kategorijo Formule 2? Kakšne motorje imajo tam? In prav ste slišali, motorje, ne pogonske sklope.
Imamo motorje arhitekture V6, kubature 3,4 litre, ki so prisilno polnjeni s turbokompresorjem. In njihova moč, približno, po tistem, kar piše na uradni strani, 620 konjskih moči. Gre za enote, ki jih proizvaja Mekakrom, ki so za vse enake, kjer se varčuje, zato tudi režim vrtenja ni ne vem kako visok, ampak vseeno. Motor Formule 2 v tem trenutku je močnejši od motorja z notranjim zgorevanjem pri Formuli 1. In če bi znižali tisti delež električno-hibridnega dela v celotnem seštevku, bi dobili tisto, kar je pred leti Fernando Alonso imenoval F2 engine, čeprav bi bil danes enostavno Formula 2, ker se je kategorija preimenovala, ampak nič zato. Namreč, če bi znižali delež električno-hibridnega dela v pogonskem sklopu za približno polovico, bi bila razlika med Formulo 2 in Formulo 1 komajda opazna. In to bi sprožilo mnoge težave, mnoge polemike, ki bi bile višje od tistega, kar poslušamo danes. Zato pri FII nočejo v tem trenutku sploh spreminjati tega električno-hibridnega dela. Ampak, da bi bile zadeve bolj zanimive, gredo na drugo pot, ki je lahko prav tako nevarna. Znižati hočejo tisto količino energije, ki se jo uskladišči v enem krogu, posebej med kvalifikacijami. Zakaj? Enostavno, da vozniki bodo lahko šli na polno. Količino energije moramo mi, navdušenci, najprej pravilno razumeti. Namreč energija, ki jo ima voznik v bateriji, lahko pomeni, da celotno moč električno-hibridnega dela lahko uporabi za določeno število sekund, ali pa če uporabi polovico tiste moči, se prav tako krat 2 poveča čas, ki ga ima na razpolago, da bo držal pritisnjen gumb. In do tu mislim, da ni problemov. Težava je nekje drugje. Res, če se zniža tista količina energije, ki jo uskladiščiš v enem krogu, ni tistega klipinga, morda ni padca končne hitrosti na ravninah, ampak se zniža tista moč, ki jo ima posameznik na razpolago. In zopet se nevarno približujemo onemu, kar je Formula 2. In tu verjetno sedaj marsikdo lahko bolje razume, zakaj sem dejal, da je težava v gorivu. V sezoni 2025 smo imeli fosilna goriva specifikacij E10, torej 10% je bilo biogoriv na bazi etanola. Danes imamo sintetična in biogoriva, ki predstavljajo 100%. Zakaj ne bi imeli, na primer, 50-50 ali 60-40, kjer bi dvignili seveda moč tistega termičnega dela v enačbi pogonskega sklopa. Šele na to bi lahko znižali tisti delež električno-hibridnega dela. Enostavno, kot sem povedal, je samo znižati odstotek električno-hibridnega dela. Ampak, če ne povišamo onega na termični strani, nismo razumeli nič, oziroma približali smo se onemu, kar imajo v Formuli 2. In je to nekaj, kar si želimo? Po mojem skromnem videnju ne. In torej upam, da sem sedaj vsem tistim navdušencem, ki v osnovi pravilno razmišljajo, razložil, zakaj samo znižanje na tistem delu električno-hibridnega dela prinese morda več težav kot koristi.
Čeprav v teoriji bi porabili manj energije za uskladiščenje in manj klipinga, ampak po drugi, ukolikor ne zvišamo tistega termičnega dela, nismo razumeli absolutno nič. Ampak zadeva za razmislek. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.